Če bi me zdaj na koncu vprašali, zdaj pa iz vseh teh predavanj izluščite 4 točke, 5, bi izpostavil naslednje. Brezplačnost vrtcev za starše, za drugega in vsakega nadaljnega otroka in pa razpolovitev plačil staršev za otroke stare 3, 4, 5 let do leta 2014, torej postopno ukinjanje. Jaz mislim, da je to za starše in velik dosežek, ki bo imel in ima tudi določen efekt tudi na demografsko politiko. Drugi taki uspeh je zagotovo, ali pa mogoče bi celo na prvo mesto moral dati, so konkurenčnost znanj in sposobnosti naših učencev in dijakov v primerjavi z njihovimi vrstniki po svetu. Ta hip jih lahko primerjamo z njihovimi vrstniki. Nekih longitudinalnih študij še nimamo, da bi primerjali znanja sedanje generacije z prejšnjimi. Lahko primerjamo NPS-je, ampak to so recimo premalo zanesljive oblike, pri katerih lahko ugotavljali neke močne trende ali pa pisali neke trditve zanesljive. Ampak ta hip smo lahko več kot ponosni na svoje učence in pa dijake, ki se uvrščajo med najboljše na svetu, tako po naravoslovnih, kot tudi po matematičnih kompetencah ali pismenosti, kako tudi po materinem jeziku, znanju maternega jezika. Naslednja taka pomembna ali pa uspeh je zagotovo brezplačna uporaba oziroma izposoja učbenikov od 1. do 9. razreda osnovne šole. Na področju srednjega šolstva bi zagotovo morali izpostaviti dijaško prehrano kot pomembna stvar, pa morda tudi zastojen bivanje v dijaškem domu za vsakega drugega otroka, dijaka in pa za vsakega naslednjega. Zame, meni veliko pomeni tudi premik, ki smo naredili na področju domovinske vzgoje, ne samo z znanimi simboli, kot so zastava in podobno, ampak tudi z mnogo učnega načrta, z pripravo nekaterih učnih pripomočkov in jaz sem prepričan, da smo z temi ukrepi naredili korak tudi naprej pri utrjevanju narodnega zavedanja, narodne zavesti pri učencih in dijakih. Na začetku mandata je bilo ključnega pomena, da smo uspeli skleniti neki zakon, ki je hotel uvediti maturo na koncu osnovne šole. Uvedli smo drugačen tip NPZ-ja, nacionalnih preizkusov znanja, ki ni več dovoljeval, da se zaključna ocena na koncu šole dobi iz kombinacije splošne ocene in pa z oceno na testu iz NPZ-ja. Takrat so celo zakonili, da če je nekdo imel recimo matematiko 5, celo leto pa je pisal negativno oceno iz testa pri NPZ-jih, ni uspešno pravil osnovne šole. To je bila katastrofalni zakon. In to, da smo ga uspeli spremeniti na samem začetku mandata, se štejem kot, ne, vsi lahko štejemo kot uspeh.